sanj do trdnih tal. To je moj nek slogan za letošnji četrti in zveni kot reklama, a ne? Ampak ne. Četrti letos nas pravzaprav poziva in sprašuje, kje mislimo resno, kaj želimo graditi, kaj želimo ustvariti. Seštevek je 9. 9 je pa tisto število, ki včasih malo odjadra, ki je včasih nekoliko neprizemljeno, ki lahko posplošuje. Se pravi, dragi moji, zato sem tukaj, jaz, da vas takoj na začetku opozorim, ne bluziti, ne zabluziti, ne graditi v oblakih, pridite nazaj na zemljo. Čim prej. Pred četrtim. Štirka sidra, štirka se osredotoča na korenine. Kje so korenine? V temi, ne vidimo jih. Ko nekaj posadimo, še kar nekaj časa ne vidimo rezultatov. Še tista trava za mačke, ko jo kupimo v trgovini, kad takole vzklije in je potem ogromna, še tista trava potrebuje dan, dva. In človečki smo kar malo neočakani, zato lahko energije aprila dobesedno zapravimo. Cel april je zelo naklonjen temu, da širimo svoje obzorja, smo radovedni, iščemo nove drugačne poti, drugačne pristope, ampak definitivno z nekim načrtom, z nekim namenom, z nekim smislom. Se mi pa zdi, da v zadnjih letih, glede na to, da se nam vedno mudi, da je vedno nekje neka štala, zmeri se nekaj dogaja, se bolj kot ne odzivamo, ne gradimo. In če gradimo bajto, bomo fajn razmislili, kakšne temelje bomo postavili. Sploh zdaj, ko gledamo, da so poplave, so potresi, so takšni in drugačni vremenski pojavi. Pravi, bodite arhitekt svoje usode. Kako lepo to zveni. Pa moram povedati, sem se pripravljala na tole oddajo, sem ful idej dobila, tako da tudi nekaj novih stvari je ugledalo luč sveta. Ena izmed njih je dejansko od sanj do trdnih tal, svetovanje in pa posebej za četrti. Bodi arhitekt svoje usode. 4 ključi, ki vam bodo pomagali z konkretnimi nasveti in dajmo zajadrati v konkretne nasvete tudi mi. Jasno opredeljen cilj. O temu že čivkajo tudi vrabci, ampak kaj to pravzaprav pomeni? Ko mi jasno vidimo, kaj hočemo. Ko mi vemo, da gremo skuhati kavo, gremo kuhati kavo. Ko gremo kuhati govejo župo, ne bomo z neko kavo in cukrom okrog hodili. V življenju pa velikokrat si postavimo cilj in potem malo odjadramo po stranskih poteh. Jasno določen cilj pomeni odločitev. Ne želim si. Želim si pravzaprav vesolju sporočati, tega nimam. Želim si iti v Ekvador, pomeni, da nisem v Ekvadorju. Odločila sem se iti v Ekvador. Poglejte, še vedno nisem v Ekvadorju, ampak odločena sem. Odločitev pomeni ločiti se od drugih možnosti. Se pravi, grem v Ekvador, ne v Tunizijo, ne v Indonezijo, ne bom tukaj ostala, odločila sem se. Vaši želje se rabijo spremeniti v cilje, cilji pa rabijo postati odločitev. In ko se nekaj odločimo, dragi moji, zdaj vam bom dala magičen trik. Zaveza. Zavežite se, tudi če je to samo en cilj, tudi če je mogoče neumen cilj, nepomemben cilj. Zavežite se. To pomeni, da ga boste zapisali in se spodaj podpisali. To pomeni, da boste zraven postavili časovni okvir, se pravi datum. Datum, tudi ko gradimo hišo, se zmenimo, okna morajo biti do takrat pa takrat. To pa to mora biti do takrat pa takrat. In kaj se zgodi, če tega ni? Penali. Se pravi, dragi moji, podobno lahko, če smo zelo nedisciplinirani in imamo izziv vztrajati, tudi sami sebi v to zavezo napišemo. Kaj bo korenček? Se pravi, kaj je tisto, kar bomo sami sebi podarili, se podcrtljali, nekaj lepega za sebe naredili, če se bomo te pogodbe, zaveze, odločitev, cilja držali? In kaj bo palica? Kaj to zdaj pomeni? Kaj pa tisto, kar pa mogoče posledica, da se ne bomo držali tega, česar smo se odločili? Zveni strašno resnobno, ampak vam povem, število 4 je resno. Ljudje, ki imajo zelo močne štirke, to, kar obljubijo, držijo. To drži, ko zapisano v kamen. Se pravi, kaj bomo mi četrtega zapisali v kamen? Kaj je tisto, kar se bomo res totalno odločili? In potem naslednja taka stvar, ki bi rada poudarila, je disciplina.
Joj, kako verjetno ne maramo te besede, biti priden, biti discipliniran, itd., itd. Ampak, a veste, v določenih primerih je rutina lepša beseda. Lepša beseda, priznajmo. Rutina tisto, kar nam je lahko opora, ne omejitev, opora. Se pravi, ko se navadimo, da nekaj počnemo vsak dan. Četudi je to, glejte, število 4 povezujemo z zdravjem. Četudi je to samo limonada zjutraj, pa mogoče 2 deci vode, preden gremo spat, pa mogoče se po noči zbudimo, se obrnemo, postavite si kozarec vode na nočno omarico, pa popijte potem vodo po noči. Tudi če nekaj zelo preprostega, kot to, da greste z avtobusa prej dol in greste 1 postajo peš, da greste 2 nadstropja peš, karkoli. Vsi veste, kaj pravijo, zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača. Tudi te drobne navade, ki jih lahko tkemo v našo rutino, so lahko zlata vredne nekoč, ker gradijo neko strukturo. Strukturo, strategijo. In to je tisto, kar želimo doseči v celotnem aprilu in potem naprej. Poglejmo okrog sebe, pa saj skozi se nekje nekaj dogaja. Naš živčni sistem je že dolgo časa preobremenjen, preveč informacij, preveč ilustracij, bombardirani smo z vseh strani. Tudi če pogledamo, saj smo sami nekako soudeleženi v tem procesu. Greš v trgovino, ko ljudje čakajo na vrsto pri blagajni, so na telefonu, že nekaj tipkajo, gledajo. Saj več ne znamo biti 5, 10, 15 minut pri miru in sami s seboj, ne da bi malo že gledali, kje nas bo nekaj animiralo. Mnogokrat je tako, ne trdim, da vedno in vsi. Pejmo nazaj v svoj mir. Logično je, da neke stvari, ki so pomembne, zahtevajo svoj čas. Se pravi, ne biti jezni nase, če še niste dosegli vsega v svojem življenju, če vam ne gre na hitro, naj se vam ne mudi. Kar želimo postaviti je struktura in ta struktura naj ima neko strategijo. Mojstrovina se ne rodi v enem dnevu. Absolutno ne, še nobena se ni. Rodi se, ko imamo jasno vizijo in načrt izvedbe. Pravi, ta izvedba pa ne bo korak po korak. Ko gradimo hišo, točno vemo, da ena faza so temelji, druga faza so zidovi, zadnja faza so kakšne rože bomo imeli na mizi. Velikokrat v življenju pa to malo pobrklamo in postavljamo rože na mizi, namesto da bi se ukvarjali s temelji. Zato je ta načrt, ta struktura tako zelo pomembna. Ne glede na to, ali želite shujšati, ne glede na to, ali želite bolj bujne dolge lase, ne glede na to, si želite kupiti dober nov avto, hudo uro, ne glede na to, kaj je cilj. Ta struktura je zelo pomembna, kajti ta strategija nam potem pomaga vztrajati tudi takrat, ko pademo ven. In dejstvo je, da pademo ven, saj smo vsi samo ljudje. Tudi če hujšamo, se držimo neke bolj zdrave diete, pridejo dnevi, ko je to mogoče težje izvedljivo. Pridejo dnevi, ko si rečemo, Bog pomagi, briga me, zdaj pojedo to čokolado. Torej, dragi moji, ko imamo mi jasno strategijo, to in načrt in izvedbo zapisano, podpisano, smo se zavezali. Kot prvo je manj možnosti, da bomo odbezljali. In kot drugo, tudi če se nam to zgodi, vemo, kje smo ostali in kako naprej. In 4 je tista, kot smo rekli, ki simbolizira gradnjo. Se pravi, to, kar gradite zdaj. To, kar gradite v letošnjem aprilu in v celotnem letu 2026, je nekaj, kar bo nekoč nosilo vaše ime. Torej, ali je to, kar gradite, ustvarjate, pot, po kateri hodite, nekaj, na kar boste ponosni, ko boste stari 100, 110 let, 90. Boste rekli, to je moje, to sem jaz dosegel oziroma dosegla. Dragi moji, vi ste arhitekt svoje usode, vi ste arhitekt svojega življenja. Seveda tudi najboljši arhitekt se sooča z vremenskimi neurji, s takšnimi drugačnimi spremembami. Mogoče z muhastim naročnikom, mogoče s tem, da kar naenkrat pa tega določenega kamna ali materiala ni več. Zato ne bo vrgal puške v koruzo. Kaj vi mislite, da ko so gradili piramide, da jim je šlo vse takole? Ko so gradili Machu Picchu, da se je sam skupaj sestavil. Kaj vi res mislite, da pri teh mojstrovinah, ki so kljubovale času, vremenu, vojnam in tako naprej, je šlo res vse kot po maslu v vsakem trenutku? Ne. Ampak dobro so vedeli, kaj želijo zgraditi,
kakšen je njihov načrt, kakšna je strategija in zato ne glede na to, kaj se je dogajalo vmes, tekom tega procesa so vedeli, kje potem iti naprej, kako se nazaj postaviti. In tako, dragi moji, tako spremenimo naše sanje v načrt in ta načrt v nek tloris, če ostanemo pri primerjavi in prispodobi arhitekta, ki bo nekoč lahko naš Machu Picchu, naše piramide iz Egipta, neka mojstrovina, ki ste vi. In še zadnje, kar je pa se mi zdi najbolj pomembno, pa je to, da bodite res vi, ne pričakovanja okolice, ne to, kar bi drugi radi. Mogoče tudi ne nekaj, česar ste si vi želeli nekaj let nazaj. Naredite eno veliko inventuro, kdo ste in kdo želite biti in kako želite to zgraditi. In preden se posvetimo številom življenjske poti od 1 do 9, naj vam povem še, da aprila ravno iz tega razloga je moj vodnik znižan za 50%. V vodniku je na začetku celo napisan strateški načrt. Napisan je za vsak mesec v letošnjem letu namig, kje vas čaka uspeh, kje so izzivi, kje biti pozorni, kaj delati. Za vsak mesec so vprašanja, so meditacije, so namigi, kako kar najbolj izkoristiti vsak mesec posebej. Glede na to, da smo že aprila, boste lahko za 3 mesece nazaj pogledali, kje ste bili, kako ste bili, mogoče se bodo neke stvari postavile v neko razumljivo perspektivo. Moram reči, da poznam kar nekaj ljudi, ki ob koncu leta svoj vodnik pogledajo, prelistajo za nazaj in rečejo, mater, ampak res šele zdaj v retrospektivi vidim neke stvari drugače, tako da nič ni narobe, če so 3 meseci že za nami. Tako da, dragi moji, kaj je tisto, kar želite vi vzeti s seboj do konca življenja, graditi? To je tisto, kar je pomembno. Tako da, evo, zdaj pa pojdimo pogledati število življenjske poti od 1 do 9. Verjamem, da to že znamo. Rojstni datum toliko časa seštevamo, da dobimo eno samo cifro. Drage moje enke, veste tiste, ki ste vizionar, veste tiste, ki naredite prvi korak, veste tiste, ki ste močni v tem, da ustvarjate, ko ste na vodilnem položaju. Ne glede na to, kakšna je vaša situacija v življenju zdajle, gradile boste, ko se boste ve počutile suverene. Se pravi, recimo, da eno področje življenja je zelo stresno, nič vam ne gre, vse je nekako zablokirano. Se pravi, drage moje enke, kaj je tisto, kar vam lahko pomaga pri temu, da sebe postavite na vodilno mesto? Se pravi, v službi recimo vam gre vse narobe. Recimo, da doma imate pa vse poštimano nulo. Naslonite se na energijo te urejene vibracije, ki jo imate doma in jo prenesite v službo. Se pravi, črpajte iz tam, kjer se počutite močne, kjer se počutite, tako kot sem rekla, na vodilnem položaju. Ve ste šef vašega življenja. Zdaj pa zrihtajte tako, kot dober šef bi. Drage moje dvojke, izvrstne ste v sodelovanju, izvrstne ste v tem, da ste mediator, da razumete drugo plat zgodbe, da ste potrpežljive, da ste nežne. Seveda zato včasih potem sebe postavljate na drugo mesto, nekaj pa drugega. Torej, kako bi lahko sebe postavile malo bolj v ospredje? Kako bi lahko sodelovali z osebami, ki vam lahko pomagajo? Kje bi našli ljudi, ki imajo enake cilje, enake vrednote? Ljudi, ki so nekako, pašejo v vzorec vas. Se pravi, recimo, da ste vi izvrstni v komunikaciji, kje so ljudje, ki so izvrstni v tem, da so prodorni, se pravi, da bodo vaše sporočilo dali naprej. Za vas, predvsem 4.4. je pomembno, da se obdate z energijami, ki vas podpirajo in ob katerih se počutite varne in slišane. Če tudi to morda pomeni, da boste na ta dan malo bolj same seboj, same sebe poslušajte. Drage moje trojke, bitja domišljije, bitja kreacije, bitja, ki imate resnično. A veste kaj, jaz mislim, da vse tiste poslikave v grobnicah Egipta, vsi ti hieroglifi, majevske piramide, vse posod, kjer je bilo veliko barve, veliko umetnosti, veliko izraznosti, tam ste bile trojke. Pejte v to energijo, pejte v kolektivno energijo števila 3. Kako boste poslikali svoje življenje s tistimi hieroglifi, barvami, odtenki, ki so vaše. In kako boste ravno s tem pritegnili v svoje življenje osebe,
priložnosti, energije, ki jih potrebujete za to, da se bo to prizemljilo in zacvetelo. Se pravi, te poslikave so bile zaščitene, te poslikave so imele trajno barvo. Se pravi, kako boste vaše odločitve nekako transformirali v nekaj trajnega, dolgotrajnega. Drage štirke, bož dan, kaj naj rečem. Drage moje štirke, če pa kdo obvlada gradnjo, rutino, strategijo, ste to ve. Se pravi, po eni strani izvrsten dan, da pomagate tistim, ki ne, in še bolj odličen dan, da pravzaprav sebe prizemljite. Ampak za vas, ki ste štirice, seveda bo izziv pustiti za seboj vse tisto, kar ne deluje, pustiti za seboj vse tisto, kar morda je izzvenelo, vse tisto, kar morda naj bo stvar preteklosti. Piramide so super, ampak danes se več ne pokopava ljudi na isti način. Se pravi, kako lahko te grobnice spremenite v nekaj, kar je danes atraktivno? Poglejte, v Egiptu je to zdaj turistična atrakcija. Torej, dragi moji, kako lahko tisto, kar je zastarelo v vašem življenju, transformirate, modernizirate, updatate, nekako to aktualizirate v te situacije, v katerih ste sedaj. Drage moje petke, petke vas bo metalo, no petke moje drage, pa se vi v tem kar malo uživate. Pomembno je, da ohranjate fokus. Drage moje petke, za vas je to ključnega pomena. Ne padati nazaj v preteklost, ne zapadati nazaj v neke ideje, koncepte, želje, ki ste jih že nekako prerastli. Ne zapadati nazaj v tiste nostalgične trenutke, v katerih ste se imeli super. Ampak prepoznajte, kaj je tisto, kar vas vleče nazaj, kaj je tisto, kar je bilo tako izpolnjujoče in kje v vašem življenju lahko to ustvarite. Se pravi, če rečemo, da govorimo o strasti, da govorimo o nečem zelo razburljivem, kje v življenju ste lahko strastni, kaj je lahko bolj razburljivo, s kom ste lahko bolj strastni. Zdaj, dragi moji, to ne pomeni, da greste varati levo, desno, ne? To pomeni, da ta ogenj strasti prebudite v sebi znova. In sebe, pravzaprav. Drage moje šestke, absolutno dan, v katerem bo ljubezen do sebe poglavitnega pomena. Jaz vem, kako zelo rade imate svojo okolico, kako zelo rade pomagate, kako zelo rade ste vi tiste, ki ste najbolj zaščitniške. Zdaj pa dajte sebe v to pozicijo. Se pravi, če rečemo, da ste mama kokla, bodite vi zdaj jajček, bodite vi zdaj ta piščanček. Kako bi se obnašali do sebe, če bi se želeli absolutno zaščititi, se negovati in sebe nekako razvijati? Se pravi, to vedno želimo za svoje otroke. Najboljše na svetu jim želimo. Zdaj je prišel trenutek, v katerem je poglavitnega pomena, da vi sami sebi želite najboljše na tem svetu. Da vi sami sebi želite resnično tisto češnjico na vrhu sadne kupe, z vso smetano in z vsem najboljšim. Vi. Drage moje sedmice, čudovit dan za konstruiranje in to vam gre. Če je kdo arhitekt, ste to ve, ker ste natančne, ker ste precizne, ker znate biti zelo, no, dlakocepske. To se isto večkrat rečem. Kako lahko ste malo manj zahtevne do sebe, pa bolj zahtevne do rezultata. Se pravi, kako lahko pohitrite proces manifestiranja oziroma naredite nek načrt, ki bo, iščem besedo, bolj učinkovit. Se pravi, da ne boste razmišljali tisoč in eni stvari, ampak da ste tam, kjer ste maksimalno učinkoviti. Se pravi, če gradimo hišo in smo v neki tretji fazi, kaj je tisto, kar v tem trenutku potrebujemo? Se pravi, s tem, kakšne barve zavese boste imeli, se boste mogoče ukvarjali kasneje. Se pravi, vse tiste stvari, ki jih je naknadno lažje poglihati, zglihati, spremeniti, pustite za potem in se ukvarjate s tistimi gradniki, ki so najbolj pomembni in kateri mogoče zahtevajo celo malo več časa, da se spremenijo in skoordinirajo. Drage moje osemke, čarobne palce ven, čarobne palčke na plano, ustvarjajte dolgoročno. Se pravi, če je 15 let nazaj, 20 let nazaj, 25 let nazaj bilo še nekaj strašno težko, nedosegljivo in tako naprej, nepojmljivo, to ne pomeni, da v tem trenutku to, kar se vam zdi wow, ne bo čez 15, 20, 30 let kar nekaj.
Se pravi, razmišljajte vizionarsko v smislu, če gradim hišo, že vnaprej razmišljam ne o prizidku, ampak o tem, kako bom naredil naslednjo še večjo hišo. In gledajte na to svojo hišo kot na stolpnico, kot na nebotičnik. Se pravi, razmišljajte čim bolj široko, razmišljajte čim bolj učinkovito. Dosti je bilo vsega tega, kar ne deluje. A se lahko tako smejimo? Jaz sem tudi to, sem malo od sebe govorim. Se pravi, dosti je bilo vsega tega, kjer ste vložili veliko truda, pa mogoče ste bili razočarani. Kaj če vasec? Se pravi, puste. In še devetke, drage devetke, seštevek datuma 9 je vam zelo naklonjen sprejemati zase. Drage devetke, vi vedno gradite širokogrudno, široko, zelo veliko, super. Zdaj pa pejte malo še v korenine. Gradite te korenine resnično stabilno. Tisto drevo, ki ima najbolj močne korenine, tisto drevo, ki preživi največje nevihte, ki podpira druga drevesa, ki nekako preko povezave v zemlji, kar je znanstveno dokazano, pomaga drugim. To drevo bodite zdaj vi, ampak najprej investirajte v svoje korenine. Kaj od svojih prednikov preteklosti vlečete s seboj, kaj si še vedno očitate, kaj je tisto, kar je čustveno izčrpljujoče, kar ste prerasli, kar je mogoče čas, da resnično pustite v preteklosti, ker tam sodi. To je poudarek 4.4. za vas in potem krepitev korenin. Takole, dragi moji, jaz upam, da so vam tili nasveti pomagali, da so vam dali mogoče malo drugačno perspektivo, še kar nekaj vsebine spodaj v opisu. Aprila prihaja tudi delavnica Manifestiraj z močjo numerologije, ki nam bo tudi pomagala postaviti resnično tista orodja v naše roke, ki jih numerologija nam nudi. Najlepša hvala za vašo družbo in, dragi moji, izkoristite tale 4.4. maksimalno.